Lepo pozdravljeni, dober večer. Preden pričnemo z današnjim forumom Mirovnega inštituta, bi želel prebrati izjavo, ki smo jo pripravili v podporu kolektiva časnika Večer, ker menimo, da je to zagotovo tudi zelo pomembna aktualna tema v Mariboru in tudi širše. Časnik Večer je osrednja mariborska institucija in eden izmed najpomembnejših slovenskih medijev. Njegova stavba že desetletja predstavlja simbolno in orientacijsko točko v središču mesta. Če v Mariboru kdo reče, dobimo se pri Večeru, vsakdo ve, na kaj misli. V tej stavbi Večerove novinarke in novinarji ustvarjajo vse ključne medijske vsebine, ki prebivalkam in prebivalcem zagotavljajo pravico do obveščenosti. Večer je tudi eden izmed redkih informativnih tiskanih medijev v državi, ki ima sedež zunaj Ljubljane in pomembno prispeva k političnemu, družbenemu, kulturnemu in znanstvenemu razvoju Štajerske regije, pa tudi vse Slovenije. Z veliko zaskrbljenostjo zato spremljamo poročila o slabem finančnem stanju časnika in napovedi, da bo moralo uredništvo zapustiti sedanje prostore. Ob tem nas navdihuje ravnanje Večerovega kolektiva, ki si pogumno in nesebično prizadeva, da se časnik ohrani. Medtem ko so lastniki dolga leta izčrpavali Večer, so novinarke in novinarji profesionalno opravljali svoje delo kljub težkim razmeram in pristali celo na znižanje plač. Sedaj so na vrsti lastniki, politične odločevalke in odločevalci. Pozivamo lastnike, da z medijem ravnajo odgovorno in se odrečajo vsem ravnanjem, zaradi katerih bi Večer lahko vzbudil dvom o svoji neodvisnosti. Pozivamo jih, da prekličajo selitev v prostore, ki so v lasti mariborskega župana. Naredijo naj vse, da prekinejo dolgoletno životarjenje časopisa in skupaj s kolektivom poiščajo rešitve, ki bodo omogočile ne le preživetje, temveč tudi nadaljnji razvoj Večera. Vlado in zlasti pristojno Ministrstvo za kulturo pozivamo, da v Sloveniji ustvari pogoje za uspešno delovanje tiskanih medijev. Mnoge evropske vlade so v preteklih letih že pomagali medijem s subvencijami, spremembami zakonodaje ter preoblikovanjem časopisov v javne storitve. Spoznale so, da je v dobi dezinformacij in lažnih novic informiranost državljanov odvisna od neodvisnega, avtonomnega in samostojnega tiska, od tega pa samo preživetje demokracije. Naša vlada še ni prevzela te odgovornosti in tako omogoča nadaljne propadanje tiskanih medijev. Prav tako pozivamo strokovno in splošno javnost, da se z zavedanjem o dolgoletni profesionalni, solidarni, nesebični naravnanosti Večerovega kolektiva dejavno angažira, ga podpre ter od lastnikov in vlade zahteva takojšnjo uresničitev njegovih zahtev. Novinarke in novinarji Večera se vrsto let najodločneje angažirajo v širši novinarski skupnosti in si prizadevajo za neodvisno in odgovorno delo novinarjev in medijev v Sloveniji, zlasti, ko jih pri delovanju v interesu javnosti skušajo ovirati oblastniki ali lastniki. V zadnjem obdobju so odločno podprli novinarske kolektiva STA in RTV Slovenija. Novinarja Večera Matija Stepišnik in Petra Lesjak Tušek pa sta vodila Društvo novinarjev Slovenije, kjer sta si prizadevala, da bi bilo slovensko novinarstvo svoboden in varen poklic, da bi imeli mediji poštene pogoje za delovanje in da bi javnost razumela ter podprla dobro in neodvisno novinarstvo. Na Mirovnem inštitutu zato izrekamo odločno podporo kolektivu Večera in njegovim prizadevanjem, da bosta Večer in njegova stavba še naprej del mariborske identitete in slovenske medijske krajine. Najlepša hvala. Besedo predajam raziskovalcu Marku Ribaču in njegovim gostom. Hvala, Iztok. Lep pozdrav še iz moje strani.
Pozdravljeni na tem tretjem omizju Mirovnega inštituta v okviru cikla pogovorov z naslovom Misliti mir. Zdi se, da bomo danes dejansko mislili vojno, medije in vojno, medije v vojni, novinarstvo v vojni. Upamo, da bomo skozi ta naš pogovor dejansko ponudili že del odgovora tudi na naše ključno vprašanje tega cikla, kako vse bolj militariziranem in nemirnem svetu dejansko misliti mir. Najprej mogoče neko prepoznanje in opravičilo za tole moškocentrično omizje. V naše opravičilo naj povem, da smo želeli, da bi Vlasta Jeseničnik bila z nami v živo in da bi se nam pri omizju pridružila še Klara Širovnik, novinarka Večera, ki pa zaradi nekih srečnih okoliščin danes ne more biti z nami in jo ob tej priložnosti lepo pozdravljamo. Povod za tematizacijo medijev v vojni je bila pravzaprav vojna v Ukrajini in množenje oboroženih spopadov v svetu. Trenutno jih divja že več kot 50, tako da, ko smo začeli pripravljati to omizje, se napad na jugu Izraela še ni zgodil, spopad v Ukrajini pa je že v neki splošni zavesti drsel v ozadje svetovnega zanimanja. Očitno je, da danes mimo agresije in humanitarne katastrofe v Gazi ter v Ukrajini preprosto ne bomo mogli. Kljub temu bomo ob divjanju obeh spopadov na mejah Evropske unije skušali misliti podobnosti in razlike med obema. V tem trenutku vojna v Ukrajini traja že 630 dni, napad na Gazo pa 42 dni. Ob tem je bilo zgolj v Gazi ubitih 40 novinarjev, najmanj 40 novinarjev, še 25 pa je bilo ranjenih, pogrešanih ali aretiranih. Številka za Ukrajino, mislim, da se giblje nekje vsaj en novinar ali novinarka na mesec, torej smo nekje pri številki 20. Pričemer pa pri teh številkah in žrtvah na bojnih območjih pravzaprav ne gre za gole številke. Ko razpravljamo o vojni in novinarstvu, dejansko govorimo o tem, da so novinarji za nekatere vojaške formacije postali načrtne tarče, da jim sledijo, da jih zaprejo, da jih ugrabijo, da so izpostavljeni bombnim napadom in težkim življenjskim zgodbam. Tako kot pri civilistih, tudi pri novinarjih za vsako številko stojijo konkretni ljudje, njihova življenja, njihovo delo v službi, družine, partnerji, partnerke, prijatelji, znanci. Pa čeprav v novicah dostikrat dejansko vidimo in slišimo le številke, mogoče za neko minuto občutimo neko žalost, obsojanje in zgražanje, na to pa na nje pozabimo. Tradicionalni mediji se ob tem že leta soočajo s slabimi finančnimi in delovnimi razmerami, vse hujšimi političnimi in finančnimi pritiski, na terenu pa s težkimi etičnimi dilemami in življenjskimi zgodbami. Po drugi strani se soočajo tudi z bliskovito hitrostjo dogajanja, nenehnim dotokom novih in eksplicitnih informacij ter z vse večjo medijsko vlogo digitalnih velikanov, Google, Facebook sta le dva med njimi. Ti tudi vse bolj usmerjajo in nadzorujejo komunikacijo v vse manj javni komunikacijski sferi. Zato so z nami sogovorci in sogovorka, ki ne samo, da dobro poznajo novinarsko delo, delovanje medijev, ampak tudi delovanje medijev in novinarjev v različnih vojnah, spopadih, konfliktnih situacijah in krizah. Tako da zdaj najprej na drugi strani linije pozdravljam Vlasto Jeseničnik, dolgoletno dopisnico RTV Slovenija iz Moskve, ob sebi pa Ervina Hladnika Milharčiča, novinarja, kolumnista, dopisnika, nekdanjega urednika in poročevalca Dnevnika, novinarja, kolumnista in nekdanjega urednika Večera Borisa Javšovca in pa Igorja Vobiča, predavatelja in rednega profesorja na katedri za novinarstvo Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Mogoče zdaj za začetek pogovora bi rad šel najprej v Rusijo in Vlasto Jeseničnik prosil, da nam oriše stanje v Rusiji in v ruski medijski krajini. Zanima me tudi nek čas pred to zadnjo vojno, mogoče lahko malce osvetlite, ali je do kakšnih globlih sprememb prišlo že leta 2014 ob spopadih v Ukrajini in zavzetju Krima, ali pa je do nekih pomembnih sprememb prišlo že
prej, recimo na nekih manjših, nevidnih, nezaznanih političnih premikih v Rusiji. Tako da mogoče ob tem tudi poveste, kako so se spremenili ruski mediji od začetka te zadnje vojne, se pravi od leta 2022 dalje. Dober večer želim vsem, ki ste se nam zbrali v Mariboru. Hvala za povabilo. Če začnem z stanjem v ruskih medijih ali pa v ruski medijski krajini, moram reči, glede na to, da sem dopisnica iz Rusije v različnih obdobjih že od leta 1996, moram reči, da so se te spremembe začele dogajati že davnega leta 2001, se pravi dobro leto potem, ko je Putin prišel na oblast. Ne smemo pozabiti, da je ruski predsednik nekdanji agent KGB-ja in ko je postal predsednik, je tudi postalo jasno, kakšna bo Putinova Rusija. Se pravi, začelo se je z utišanjem opozicije in potem kritičnih medijev. In med prvimi je recimo padla neodvisna televizija NTV davnega leta 2001. Nadzor nad njo je prevzel takrat energetski velikan Gazprom, ki je v državni lasti. Zakaj omenjam NTV? Ker smo lahko recimo na tej televiziji spremljali zelo zanimivo satirično oddajo Kukle ali Lutke. To je bila pravzaprav oddaja, v kateri so njeni avtorji s pomočjo lutk, ki pa so predstavljale vse ključne ruske politike v tistem času. Od mnogi se jih boste seveda spomnili, Jelcina, Primakova, Črnomidina, Čubajsa, Putina in še bi lahko naštevala. Skratka, avtorji so takrat govorili o temah, o katerih so se potem drugi mediji že lotevali bolj previdno, ker je bilo že nakazano leta 2001, v katero smer se bo pomikal medijski prostor oziroma razvijal medijski prostor v času Putina. V tej oddaji so se s politiko norčevali, zdaj bo naredila velik preskok 20 let naprej. Zdaj recimo lahko po ruski televiziji vsako nedeljo zvečer spremljamo oddajo Moskva, Kremelj, Putin, ki pa je v celoti posvetljena Putinu in v tej oddaji je seveda ruski predsednik pravzaprav predstavljen kot nek velik junak, ki vedno sprejema pravilne odločitve. Naslednja neka meja bi lahko rekla, da je bilo leto 2012. Nekoliko se vračam v preteklost, da boste razumeli ta časovni okvir, v katerem se je medijska zakonodaja sprejemala. 2012 je bil sprejet zakon o tujih agentih, v skladu s katerim so se potem morale najprej ruske nevladne organizacije, ki so prejemale finančno podporo iz tujine, registrirati kot tuji agenti. No in potem leta 2019 so sledili popravki tega zakona in takrat so se morali v skladu s temi popravki kot tuji agenti registrirati tudi še prvi nekateri tuji mediji. Recimo Radio Svoboda, Glas Amerike in ta seznam tujih agentov je potem od lani, ko je bil sprejet pa nov sveženj medijske zakonodaje, ki pa je resnično grobo posegal v poročanje medijev, tako domačih kot tujih, ki smo še ostali tukaj. In medijska krajina se je od februarja lani, torej po napadu Rusije na Ukrajino, res zelo spremenila. Se je tudi medijsko poročanje v tem smislu spremenilo in ta seznam tujih agentov je zdaj vsak teden daljši. Samo za primerjavo, na njem so res nekateri zelo znani ruski novinarji, tudi Nobelov nagrajenec za mir, urednik znamenite Nove gazete Dimitrij Muratov. Morda samo za pojasnilo, ko govorimo o tujih agentih v Rusiji, tuji agent v ruskem jeziku, v ruščini ne pomeni isto kot recimo foreign agent v angleščini. Za Ruse tuji agent pomeni vohun, torej človek, ali pa organizacija, ki dela proti svoji državi za drugo državo. Zelo na kratko, po februarju, natančneje marcu 2022, se je medijska krajina bistveno spremenila, tako za tiste novinarje, ki smo ostali tukaj, predvsem za nas
iz tako imenovanih neprijateljskih držav, med katerimi je tudi Slovenija. V Rusiji praktično neodvisnih medijev ni več, ostala je res samo še agresivna državna propaganda. Moram reči, da za Ruse je glavni vir informacij še vedno državna televizija in državne televizije, kot je že pove samo, so absolutno pod popolnim nadzorom Kremlja. Spletne strani neodvisnih medijev so blokirali. Res je, da se do spletnih strani tujih medijev nekaterih še vedno da dostopati z pomočjo VPN povezave, ampak tudi na tem področju se obetajo spremembe, namreč napoveduje se zaostrovanje politike, torej postopno blokiranje vse več teh VPN servisev. In morda še samo za konec, veliko ruskih in tujih novinarjev je po februarju 2022 Rusijo zapustilo. Hvala, Vlasta, za te uvodne besede. Zdaj bi šel kar k obema novinarjema obeh časopisov, pa bomo kar vprašanje za oba, Ervin Hladnik-Milharčič in Boris Javšovec. Oba vajna časopisa sta nekako spremljala, pokrivala Ukrajino, spopade v Ukrajini. Tudi osebno ste bili tam, vaši sodelavci in sodelavke, tako da me zanima na eni strani, kako vidva vidita stanje novinarstva in vojnega dopisništva v Sloveniji in nekako v primerjavi s svetom, predvsem z ostalimi zgodovinskimi konflikti, ki ste jih pokrivali v vajnih časopisih. Kako zaznavata, ali se je vojno poročanje iz vojne spremenilo? Ali ostaja podobno, mogoče celo isto, se ne spreminja nič? Predvsem me tudi zanima, seveda ta zgodovinska primerjava, tako s Slovenijo, kot z Jugoslavijo, kot z Bližnjim vzhodom. Ob tem me absolutno zanima tudi ob delu novinarjev na vojnem terenu, tudi delo fotografov, prevajalcev, fikserjev in tako podobno. Tako da, če lahko osvetlita to neko delo novinarstva, vajnih časopisov in pa transformacije vajnega poklica. Halo, dobro večer. Bom začel jaz, ko Boris se boji. Najprej, ko bi jaz izrazil občudovanje Vlasti, ki vztraja v Moskvi, sicer jaz vem, da ni lepšega dela, kot je delo v diktaturah, zato ker je človek vsak dan izpostavljen testu inteligence in Vlasta to opravlja brezhibno v okoliščinah, ki jih jaz iskreno zavidam. To je, ko preko, v času, ko je televizija bila preplavljena s politično manipulacijo, Vlasta tam vztrajala kot svetilnik razuma in v okoliščine, ki so res restriktivne, ko preko zoprno je delati, če ti levo in desno grozijo s cenzuro in izgonom in podobnimi antipatičnimi zadevami, ampak hkrati je to vztrajanje pri tem, da poveš nekaj prelepega. Hvala, Vlasta. Zdaj je tako, jaz ne delim tega pogrebnega vzdušja okrog tega, kar vi analitiki rečete mediji. Jaz v medijih v resnici ne vem, kaj je prav veliko. Jaz poznam novinarje in novinarsko delo. Enkrat sicer sem slišal lepo definicijo, da so mediji inštrument, skozi katere družba komunicira sama s sabo in da ne gre pričakovati, da bi bili mediji bolj pametni od družbe, v katerih operira. Nisem čisto prepričan, da se tle strinjam sam s sabo, s čimer imam tudi sicer veliko težav. Zdaj, meni se zdi tako, da ko gledaš, si soočen s tem, da imaš eno celo plejado podob in besedil o vojni. Če si novinar, moraš poskrbeti za dvoje. Prvič je to, da se sam sebi zdiš dovolj kredibilen, da lahko kaj rečeš, in da si upaš reči. Zdaj, kar se vojne v Ukrajini tiče, je moj časopis bil kar na dobrem, zato ker sem jaz šel v Ukrajino pred začetkom vojne
In sem tam počakal, da Rusi začnejo vojno. Pa sem govoril z ljudmi, za katere se mi je zdelo, da mislijo svojo družbo. Da je takrat sam metodologijo novinarskega dela opisal. Ne? In eden, mora biti dva, ki sta bila v Donbasu po letu 2014, ki sta razumela vojaško situacijo, sta mi zagotovila, da Rusi proti Ukrajini nimajo šans. Ne? Jaz sem poslušal tako otrok, ko so mi razlagali 150,000 vojakov, način rotacije, dozorevanje taktičnih bataljonov, urjenje na vojaških akademijah v Veliki Britaniji in Združenih državah. In sem se vprašal, če ne jim verjamem, ali verjamem depresivcem, ki so razlagali, da se bo Ukrajina v 2 dneh udala. In sem se bolj odločil, da bom verjel tem, ki so rekli, da se ne bo. Čeprav je bila moja izkušnja iz leta 2014, ko so Rusi prišli na Krim, ista kot Vlaste, ki je tudi bila takrat tam, da tam v resnici vojne potem ni bilo. So Ukrajinci preprosto Krim predali ruskim vojakom v uniformah brez oznak. Skratka, bil sem inkliniran tudi jaz, da bi rekel, da ne, ampak sem 23. februarja napisal članek, da se bo Ukrajina branila in da bojo Ukrajinci obranili svojo državo, ki je potem izšel 24. februarja, ko so Rusi zares napadli Hostomel. In moram priznati, da je tam ob 4:30 zjutraj, ko sem zaslišal rakete, ki so padale, me je malo zaskrbelo, a sem napisal najbolj veličastno neumnost svoje novinarske kariere. Ne? Tam to praznoval. In potem se je izkazalo, da ne. Je bil Dnevnik edin časopis, za katerega jaz vem, ali pa medij, če hočete, ki je trdil, da se Rusi ne bodo približali, ne? In da bojo izgubili. Okay. In to je edini argument, ki ga lahko postavim, zakaj se mi zdi novinarstvo koristno pri meni. Drugo je Boris Javševec, ko sem jaz enkrat se znašel v Beogradu med nekimi velikimi demonstracijami, smo revolucijo pričakovali in sem jaz pač hodil po svojih poteh, vpraševal ljudi, kaj bo. Hkrati sem pa na enem od socialnih omrežij spremljal, oziroma kar mislim, da kar na strani od Večera, spremljal, kaj je Javševec sproti poročal v 2 tweet segmentih in sem bil zelo zadovoljen, ker meni potem ni bilo treba iti pogledati tja, ampak zakaj ne? Zato, ker sem vedel, da če je Javševec napisal, je res. Ne? In da mi ni treba preverjati, se vpraševati, ki je to snel, karkoli, če on to napisal, drži. Ne? Zakaj? Zato, ker še nikoli ne spomnim se, da bi kdajkoli od njega prebral, pa da ni držalo. Ne? In na ta način jaz gledam novinarstvo. Gledam skozi ljudi, ki opravljajo svoje delo in ga opravljajo dobro in mi ni treba se vpraševati, a so se to zmislili ali me kdo rekel, ampak da to, kar ponudijo, to je to, kar so videli, kar so slišali od kredibilnih prič in da so sami dokazali kredibilnost skozi čas. Ne? In tako počnem z vsemi pač poročili o vojni tako v Ukrajini kot v Gazi, zdaj na Kosovu. Kaj pogledati, kdo, ne to, kaj so napisali, ampak najprej, kdo je napisal. Prej ste omenili Klaro Širovnik, upam, da jih lahko čestitamo počasi za srečne dogodke v njenem življenju. Ne? In je, pri njej je enako. Se kar naredi, je pošteno narejeno. Ne? Tako kot, če vzamem moj časopis, mi ne pade na pamet, da bi preverjal, kaj Nina Knaus piše o zdravstvu, ker vem, da drži vse, od začetka do konca, vsak dan posebej. Piše pa vsak dan. Ne? Ali pa to, kar Šker Kramberger piše o šolstvu in migracijah, 2 njegovih velikih veseljih v življenju. In če grem lahko pač po vrsti, ne, on našteval vseh imen, sem jih zbral sem par.
Skratka, to, kar drži ta posel po konci in podobo tega sveta, na katero se vsi naslanjamo, ne, je delo novinarjev, ki svoje delo počnejo brez teoloških predpostavk naprejšnjih sodb in ne začnejo s tem, kdo je kriv za stanje sveta, ne vem, od kapitala do karkoli, ampak poštartajo z nule in zgradijo neko podobo sveta, ki lahko slediš kot naraciji o svetu, v katerem mi vsi živimo. Ne? Tega je zadosti najdem doma in pri drugih časopisih. Namreč bom rekel časopisih zato, ker se mi zdi pri tem, da se tudi jaz pridružujem obsodbi zaslišanega nasilja nad novinarji Večera. Zakaj časopisi? Če greste pogledati, kaj ljudje komentirajo okrog po socialnih omrežjih, ste videli dvoje. Eno z velikim veseljem naprej pošiljajo časopisne članke ali pa modrujejo o nečem, kar so videli na televiziji. In zakaj je to tako privlačno? Se zdi, da večino tega, kar do mene preleti čez elektroniko, je narejeno ali na spodobnih televizijskih organizacijah ali pa na časopisih. Zato, ker so to industrijske, so fabrike novic, ki delujejo po strogih industrijskih temeljih delanja novic in ti principi se ne razlikujejo prav veliko od teh, ki so klesali hieroglife na piramide. Povsod so vedno hoteli povedati zgodbo na način, ki bo razumljiva in ki bo držala. Ali pa če vzamete te, ki so pisali Biblijo. Te smo imeli sicer malo bolj živahna fantazija, ampak so kar dobro opisali svet, v katerem so živeli. Še tam se da brati brez velikih problemov in komentarjev. Tako da ta ideja, da napišemo zgodbo sveta, je stara, je živa, velja tako za Gazo kot za Ukrajino, za Maribor in Ljubljano in delajo jo pa tudi ljudje, ki zgledajo živali. Mi ne zgledamo človeška bitja, bolj podobni onemu oslu iz Šreka, malo instinkte. Ampak to, kar naredimo, pač v veliki večini drži. In to je moj uvod. Toliko znam razmišljati o tej profesiji, prepuščam pol naprej profesionalcu, da to razvije. Bravo. Tudi za omembo. Vlasta, lepo zdrav tudi tebi v Moskvo. Dolgo se nismo videla. Ko so me povabili, sem upal, da boš v živo, pa so rekli, da boš na linku. Torej, da sem že pozabil, kaj je bilo vprašanje, ampak mislim, da v nekaj zvezi z novinarstvom. Ukrajina. Jaz sem prej od nekako ti. Jaz sem bil tudi tik pred vojno v Ukrajini, približno mesec dni prej. Ne, ni mi bilo žal, ker jaz sem se vse življenje vojn pravzaprav izogibal. Bom potem proti koncu povedal, morda če bo vprašanje, mi je pa prišla potrkati na vrata v Gornji Radgoni leta 1991. Ampak dobro. Skratka, v Kijevu sem se tudi poskušal pogovarjati, pa sem se pogovarjal z ljudmi, ki so tam živeli, ki poznajo situacijo, ki so tudi kaj študirali, z vseh imen ne bom spomnil. In večina njih mi je zatrjevala, da Rusija seveda Ukrajine ne bo napadla. Pa sem jaz predstavljal teorije, ne vem, ena je bila, se po tisti reki reče Dneper, ali kaj, da se bo razdelila in tako naprej. Ne, da so to vse lažne novice. Ampak ultimativni izgovor ali dokaz, da do vojne ne bo prišlo, pa je bila izjava, kako se je pisal, enega profesorja z tam neke mednarodne politologije, ki mi je rekel, ne more priti do vojne, ker mi in Rusi, torej Ukrajinci in Rusi smo bratje.
Tako samo tega ne. Mislim, mi smo tudi bili v Jugoslaviji, bratje, pa vidite, kako se je to končalo. Ne? In seveda je ta moj strah in ta moja slutnja se je uresničila. Jaz sem šel približno mesec dni prej domov, moram morda povedati tudi to, plačala me je seveda židovska vladna agencija v Evropi, European Jewish Association, so me povabili. Sprejel sem pa zato, ker sem imeli ta kongres v Kijevu, kjer se je že seveda od leta 2014 smo prej omenili, naziralo, da pride lahko do večjega spopada. Židi to znajo izvrstno organizirati, tako da mi sploh ni bilo žal. Sem pa tudi v svojih tekstih vedno to napisal, kdo je bil sponzor mojega gostovanja v Kijevu približno teden dni. Moram pa reči, da preden sem šel v to Ukrajino oziroma Kijev, a z resnici v tem delu sveta nisem imel pojma. Sem pa leta 1992 ta prostranstva prevozil z osebnim avtomobilom in ampak to res je bilo v, mislim, da 26-28 dni prevoženih 13.500 km. Približno vsaki drugi dan sem naredil 1000 km. S kolegom Vladom Pavejom, ki je mislim, da tudi tukaj, smo šla na to pot. Takrat so še dnevniki imeli očitno denar, to je bilo leta 92, se pravi neposredno po razpadu Sovjetske zveze. No in tam tisto je bila kar dobra osnova za si predstavljati, v kakih okoliščinah je prvič Sovjetska zveza razpadla in kaj se je skotilo po njenem razpadu. Hodil sem še reči, ker si me pač omenil, morda to bogokletno idejo ali pa razkritje moram predstaviti, povedati. Jaz seveda nisem objektivni novinar. Ampak, ne, ker če gremo v filozofijo, je to za človeško osebo zelo težko doseči. Kot novinar pa imaš pravzaprav vsi te cilje, vsi kodeksi, ne vem, časti in poklica in morale, da bi to moral biti. Mislim, da je finta drugje, da seveda moraš tisto, kar mi pišeš, mora biti zanesljivo in veljavno, mora držati, kot si rekel ti, ne? In je tudi preverljivo. Seveda, če si ti na strani Ukrajine, mislim, da pri njih, ne, potem daš vedeti, seveda, da tiste informacije dobivaš od njih, ne, tudi pri teh poročilih ali tudi, če delaš komentar, se mi zdi, da je profesionalno, če ločiš to, kar je tvoja misel, od tistega, kar si zvedel iz drugih ust ali pa iz druge roke. Še kako vprašanje sem poznal odgovoriti? Ne. Bo to zaenkrat kot moj uvod. Mogoče ob temu samo, tukaj je mogoče vredno postaviti neko podvprašanje. Verjetno se dostikrat prav vojnim poročevalcem zastavlja to etično vprašanje o tem, s katere strani spremljajo vojno in ali to vpliva na celovitost neke slike in na ta odnos do izbire strani v vojni. Se pravi, ali je potem možno, lahko tudi Ervin Hladnik, Milharčič na to odgovori, ali je možno se ne opredeliti kot novinar za stran, recimo potem šibkejšega napadenega v vojni? Od teh šibkejših je zadeva lahko hitro, kako se tega reče, angleška triki, se pravi zapletena, ali kako bi rekel. Recimo, Ukrajinci so manjši narod od Rusov, ne, ampak v resnici je ves Zahod na strani Ukrajinca. Izrael je manjši, pa Palestinci so manjši narod od Izraela, ampak Palestinci naj bi, ne, v teoriji imeli za sabo so arabsko ljudstvo. Ne, ampak v resnici je vprašanje žrtve, ne. Mislim, da je to, kar te pritegne, da poskušaš predstaviti predvsem zgodbo žrtve
da vzbudiš empatijo ali pa solidarnost ali pa nek upor proti temu, kar se zdaj recimo dogaja po svetu z temi množičnimi pro-palestinskimi protesti v državah, ki načrtno cenzurirajo in frizirajo lastne medije, recimo BBC je tak primer, ko so celo njihovi novinarji na terenu protestirali za voljo pristranskega poročanja, oziroma to se niti ne reče pristransko poročanje, zato ne znam reči, to je prav psihološki moment, recimo en tak drobec je, ne, Izraelci so bili ubiti, no, Palestinci pa umirajo, ne, to lahko preverite dnevno v teh zahodnih medijih. Pa bi dosti zelo zadeva. Mogoče še vaš pogled, kako se soočate s tem? Ja, nepristranskost je nekaj, kar pride na koncu dneva. Namreč, kako to, čemu se reče objektivnost. Zdaj sem praktično z ene službe šel zaradi tega, ker so zahtevali uravnoteženost. Zahteva po uravnoteženosti je zahteva po neinteligentnem odnosu do sveta. Je to bil v Sarajevu, ki upadale bombe levo in desno in poročila na CNN-u takrat, čeprav je Kristjana Pure takrat zelo dobro upravljala svoje delo, ampak je uredniški kontekst silil v to. Bosanci pravijo, da je padla granata tja pa tja in da je bilo 20 mrtvih. Dajmo vprašati Radovana Karadžiča, kaj oni mislijo o tem, on je ugotovil, da če je padla granata, so jo Bosanci sami vrgli, in mrtvih pa po vsej verjetnosti ni bilo, ker nikjer ne vidimo grobov. Zdaj pa naj gledalstvo presodi, kdo ima prav. Mi, ki smo sedeli tam, hodili okrog, vpraševali, smo nekako želeli razumeti obe strani, glede na to, da sta bili dveh strani. In si šel pedantno vprašati najprej Italijanov, prva brigada bosanske vojske, on je bil komandant, pol je umrl v avtomobilski nesreči, se mi zdi, v Nemčiji. Si stopil do Arifa Pašaliča v Mostar, ki je bil poveljnik obrambe tega mesta in vmes med vsemi ljudmi, ki so imeli kakršnokoli zvezo z bosansko vojno, in si poslušal njihove zgodbe, argumentacijo, zapisoval, kje se je kaj zgodilo, in potem si šel do Srbov in poslušal njihove zgodbe. In jaz sem vedno znova prišel do sklepa, da Srbi lažejo. In sem potem ustrezno pisal. Zdaj, z mojega stališča je bilo to popolnoma nepristranska ocena. Imel sem argumente z ene in druge strani in sem prišel do svojega sklepa. Se mu nisem imel kakršnega namena odpovedati. Zdaj, če pogledaš Gazo, v Gazi imaš seveda zdaj problem, ki je zaprto območje. Ampak, če pogledaš, kaj dela Adil Zanun za Agence France Presse, če greš pogledati, kaj dela Wael Davduh za Al Jazeera, ima verjameš. Zdaj je dva razloga. Zato se poznam že leta in vem, da sta novinarja, ki se ne heca tam. Mislim, da pišete to, kar je res. Drugač Zanun ne bi delal za Agence France Presse, bi ga nagnali, če bi si izmišljaval. Po drugi strani pa delate v pogojih, ki so nezamisljivi. Namreč Adil Zanun je poročal v neki plavi čeladi in flak jacketu od nekje in ga je klicala hčerka na telefon in mu je rekla, so mamo zadeli. In potem je linija padla in je on tekel domov razumeti, a so jo ubili ali je še živa, in je potem peljal v bolnico, ker se na rešilce nekako ne moreš več zanesti. In je potem šel naprej poročati. Potem, ko je bila žena v bolnici, mislim, da bo preživela, kakor razumem. Wael je bil v živo na Al Jazeeri, razlagal, kaj se dogaja, ko je dobil sporočilo, da so zadeli hišo
v begunskem taborišču, kamor se je preselil iz Severne Gaze, in da je cela njegova družina, vseh 21 članov, ne, medtem žena, hčerka, sin in pač kar je še v razširjeni družini, da so vsi mrtvi. Ne. In je malo pojokan, pa še naprej delati. Ne. Jaz ne morem, da ne bi tega spoštoval do mere, ki gre čez vse možne omejitve. Ne zdi se mi, da nekdo, ki mu pobije družino, si bo zmišljeval, kaj groznega se mu je zgodilo njemu ali pa komu drugemu. Nima nobene potrebe. Ne. V Ukrajini se mi pa zdi tako, ne, da veš, to, kar si ti rekel, ne, jasno, jaz prvič, ko sem šel, v Ukrajino na Majdan. Tam, 2013 je bilo to po zimi, no, tam 2013-2014, preskok je bil, ne. In tako, ko sem narejen, sem se seveda takoj navdušil, ne. Veš, revolucija, ljudje vse mogoče počnejo, odvisno je bilo na Tahrirju, ne, pri tem, da je Majdan je nekega arabsko-perzijska beseda, čeprav razumem, ker sem bil na 3 trgih, veš, Miden Tahrir, Majdan Zalužnosti in Majdan Azadi v Teheranu, 3 revolucije, ne. Ena se zdi, da je še kar uspela, ne, 2 sta šli, ne. Pa jaz sem bil na vseh 3 navdušen, ampak sem prav, da še tam, ko si med milijonom ljudi, ki vsak neko svojo zgodbo pripoveduje, je težko presodiš, kaj je zdaj tle res, ne moreš pa mimo tega, da se ne bi nalezel navdušenja, da je revolucija. O tem je več preprosto, v teh situacijah je lepo delati in je fajn pisati. Nekaj zdrave pameti moraš ohraniti, ampak zahteva napor. Ampak jaz takrat zares nisem vedel, kakšen je kontekst tega, kar gledam. Tudi sem imel premalo kontaktov, da bi jih zares razumel. Pa sem potem šel na Krim, preden so prišli te vojački, pa tam poskušal razumeti, zakaj so Ukrajinci to predali in šel še okrog tam čez Mariupol in te kraje, videti, kakšna je logika demonstracije, ampak sem prišel iz Ukrajine brez zelo jasnih idej. Ampak z neko željo, da bi to razumel, sem se potem vračal in poskušal razumeti do konca, ko se je začela vojna, ko se mi je zdelo, da pa pravzaprav že nekaj vem. In pri novinarjih, ki so opravili isto pot, se mi zdi, da je opis Lorenzo Cremonesi od Corriere della Sera, recimo, ki je zdaj na Zahodnem bregu. Pač lahko slediš pripovedi, ne, in se zaneseš, da je tvoja podoba ni sestavljena samo iz poročanja teh ljudi, ki hodijo v Bučo delati selfije pred ruševinami, ne, ampak teh, ki se plazijo okrog in poskušajo povedati zgodbo neke države, ki se brani in razjasniti vse sprotne nesporazume. To se meni zdi funkcija tega, kar mi počnemo. In kaj več od tega, se mi zdi, da v novinarstvu ni. Mogoče, Igor, preden greva na vprašanje o cenzuri v EU, se mogoče še ti navežeš na ta pojem objektivnosti. Oba sta ga preučevala v mlajših letih, oba sta bila tudi zelo kritična do njega. Pa me zdaj zanima, ali bi se bilo po nekih ovinkih vseeno vredno vrniti do objektivnosti, smo kritični do neke popačene neutralnosti, ali kje vidiš ti danes to objektivnost, do katere so bila oba kritična kakšno desetletje nazaj? Hvala za besedo in povabilo. Jaz bi se v bistvu tukaj navezal, nekako nadaljeval pri sogovornikih in sicer bi pa se ne bi toliko loteval vprašanj novinarjev, ki gredo v vojno, zato da bi nam razlagali vojno in vse okoliščine vojne, kar je v bistvu neko jedro, ključen del v bistvu novinarstva in funkcije novinarstva, ampak uredništva oziroma novinarji, ki so postavljeni pred nalogo v bistvu, da z razdalje poročajo o takih kompleksnih dogodkih, kot so vojne,
ki se v bistvu se morajo zanesti na informacije z druge roke, na tiskovne agencije, ki imajo v bistvu svoje čist geopolitične pozicije, mesta znotraj širšega informacijskega sistema, hkrati morajo nekako presejati zrno in pleva na medmrežju, tako da nekako z druge roke poročati o tem, kaj se dogaja na drugem koncu sveta. Posebej v okoliščinah, kjer so informacije težko doseči, te informacije pridobiti, recimo zdaj tak primer je nedvomno Gaza, kjer imajo tudi svetovne medijske hiše težave tja svoje ljudi pripeljati novinarje, da bi pač poročali o tem. In se potem zanese v bistvu na te neke konvencije ustaljene in rutine, ki so povezane z doktrino objektivnosti, do katere sta bila tudi sogovornika nekako kritična. Kritiki v bistvu tega tovrstnega poročanja o vojnah izpostavlja predvsem to, da prinaša to paradoks, in sicer, da namesto nepristranskosti, ki ne bi jo v bistvu te metode, ki so ustaljene, prinaša v bistvu pristranskost in sicer v prid vojne, torej pred vojnami se to dogaja, predvsem je najbolj to zaznati takrat. Zakaj? Zato, ker prvič nekako reproducirajo oblastne glasove oziroma glasove elit, ki vodijo to vojno oziroma peljejo situacijo v vojno, zaostrujejo situacijo. Drugič, zato, ker se nekako prihaja do poenostavitev vojne, kot se prikazuje kot spopad med dvema stranema. Recimo tudi na televiziji Slovenija lahko v zadnjih dneh ali tednih imamo ta nek naslov, ko pride do poročanja iz Bližnjega vzhoda, in sicer vojna med Hamasom in Izraelom. To dogajanje je v bistvu še bistveno kaj drugega. Normalizira se nekako nasilje in grozote skozi uporabo teh konvencij in metod, ki so uveljavljene, in pa usmeri se nekako v dogodke, torej poročanje o vojni se pa nekako omejuje na neke dogodke in se nek širša slika procesa lahko hitro izmakne, torej prihaja do neke dekontekstualizacije čisto zares. Recimo tak primer, pa bi govoril o nekih generalnih trendih, o nekako novinarjih, o specifičnih novinarjih ali pa medijih, je nekako zdaj 7. oktobrom, letos se je nekako pozabila, se zdi, kot neka zgodovina in preteklost v bistvu tega konflikta, kot da je neka točka nič ta dan. In nek tak primer je, ki je v bistvu zelo presenečen se bil na načinom, kako se recimo New York Times pristopil v bistvu do poročanja v tem kontekstu. In sicer v tem konfliktu, ker so objavili uvodniki, nekako temelji v celoti na tem, da je Izrael družba oziroma država, ki spoštuje vrednost človeškega življenja in vladavine prava. Zdaj moramo pri New York Timesu upoštevati, da so te iste konvencije in rutine jih pred 20 leti približno vodile v to, da so zavzeli neko vodilno mesto pri legitimiranju vojaškega posega oziroma začetka vojne v Iraku z orožji, zgodbo orožju za množično uničevanje, ki jih potem nikoli ni bilo. Tako da kaj se v bistvu s tem dogaja, je, da neke to novinarstvo, ki se zanaša na to odmaknjeno novinarstvo, reproducira neke dominantne narativne okvire vojne in čeprav bi jih moralo v bistvu presegati. Tako da nedvomno imamo novinarstvo in novinarje, ki to počnejo, ampak žal niso dominantni. Zdaj, ko ravno omenjaš primer New York Timesa, ravno v teh dneh so odpustili 3-krat nagrajeno novinarko tega časopisa, ravno zaradi tega, ker je oddala svoj podpis pod neko izjavo, ki dejansko nasprotuje napadom na Gazo. In zdaj me zanima to neko vprašanje cenzure, ki se pojavlja.
Gospod Javšec, vi ste pisali o Guardianu, kjer so odpustili kolumnista, pri reviji karikaturista, pri reviji Artforum so odpustili urednika in nekako v nedogled bi lahko naštevali še kup nekih primerov. Ti si bil tudi med prvimi, Igor, ki je opozarjal na to cenzuro ruskih medijev v Evropski uniji, pa me zdaj zanima, koliko, če upoštevamo še neke, recimo temu, množične mainstream medije, ki se nekako zanašajo na to objektivnost, neutralnost z nekimi kratkimi poročili z fronte, koliko dejansko ob teh incidentih cenzure še dejansko dobimo vpogled v neke avtentične, neodvisne, pa tudi uradne informacije iz različnih strani v vojni. Kako ti to gledaš, recimo od leta 2022 dalje, pa mogoče, če se je to dogajalo tudi že prej. Ali smo dejansko v neki prelomni točki na tem področju cenzure v medijih? Jaz v bistvu tega primera blokade, kot se imenuje, torej ruskih medijev v Evropski uniji, ne vidim kot nekega ekscesa. Takrat je, zakaj je predvsem ta primer pomemben? Po eni strani zato, ker je s tem Evropska unija šla v bistvu zelo paternalistično, predvsem do svojih državljanov in tudi do medijev, čisto zares v boj za interpretacijo vojne na ta način. Po drugi strani pa je ta odločitev, torej ta res bliskovita odločitev, da se blokira in kasnejša tudi odločitev, torej, in to je Sveta EU in kasneje Splošnega sodišča EU, ima lahko po moji oceni daljnosežne učinke za svobodo izražanja medijev v EU. Tako da jaz ne bi temu pristopal kot k ekscesu, ampak da lahko neko tlakuje neko zelo problematičen teren, kamor stopamo. Zakaj? Kaj je bilo izhodišče v bistvu te blokade? Najprej so morali, izhodišče politično je bilo, da ne gre za medije, ampak da gre za, kot pravi, kot je rekel Jozef Borel, za propagandno orožje tretje države, s katerimi se posega oziroma ogroža neko zunanjo politiko, varnostno politiko EU. Tako da to je bilo treba narediti zato, da se je poiskali neko novo podlago, ker medijska zakonsko podlago. Medijska zakonodaja v Evropski uniji v bistvu kaj takega ne bi v bistvu omogočala. Tako da na tej podlagi, kot je takrat interpretiral svet EU, lahko v bistvu politična oblast za ohranjanje reda in varnosti sprejme potrebne restriktivne ukrepe, kot je recimo tudi odvzem medijskih licenc in blokada na vseh kanalih. Tukaj se postavlja vprašanja, ki niso vprašanja vezana v bistvu samo za ruske medije, ki so blizu državi in ki so absolutno problematični z vidika reprezentacije vojne v Ukrajini, ampak za vse druge. Torej, kdaj medij ni več medij v očeh politične oblasti, je vprašanje. Kdaj so meje raztegovane zakonodaje v luči propagande v Evropski uniji, kje so te meje tega raztegovanja, še posebej zato, ker ta propaganda, na katero se oblast ves čas sklicuje, v pogodbi Evropske unije, ki je podlaga za to odločitev, v bistvu sploh ni definirana. Dodatno je zadevo zapletla odločitev Splošnega sodišča EU julija lani, v primeru tožbe Arte France proti svetu EU. In sicer takrat je med drugim sodišče odločilo, jaz bi rekel, da v bistvu precej cinično, da Arte France sicer lahko še naprej raziskuje, dela intervjuje, pripravljajo prispevke, montirajo, ne vem, da tako rečem, se ličijo in podobno, ampak oddajati pa ne smejo znotraj Evropske unije. Kar je tu problematično in cinično je to, da so to vzeli kot argumente, da svoboda izražanja ni prizadeta. Čeprav posega v bistvu temelj tega, kar bi izražanje dejansko moralo biti, torej samo posredovanje informacij. Zdaj, jaz tukaj še enkrat v bistvu poudarjam, ker mislim, da živimo v takih časih, ki se je težko pogovarjati kritično o določenih stvarih, da ne govorim v zagovor teh medijev, ki so bili blokirani, ker so številnih vidikov problematični.
Hkrati pa, kar skrbi, pa je ta lahkotnost te cenzure, ne, ki je niso tako imenovali seveda, neka pravna ohlapnost, ne, in protislovnost v bistvu, ki spremlja te odločitve. Ne. In tako da jaz mislim, da ima lahko to daljnosežne posledice v bistvu za medijsko okolje Evropske unije. Vlasta, gremo še k vam v Moskvo. Zdaj, če se navežem na to vprašanje, me zanima, kakšno je novinarsko delo in kakšna je vloga in položaj zdaj svetovnih medijev v Rusiji, od teh, ki smo jih že slišali, se pravi od New York Timesa do CNN-a do BBC-a, ampak tudi nekih mogoče kitajskih, indijskih ali arabskih medijev. Se razmerja zdaj od te vojne leta 2022 spreminjajo, se mogoče nekateri zahodni mediji, ki so na začetku morali državo zapustiti, vračajo, pa ali so mogoče na njihovo izpraznjeno mesto vstopile neke nove, druge medijske institucije, ki pa mogoče prihajajo iz držav, ki z Rusijo, z Rusko federacijo gojijo neke drugačne meddržavne odnose. Kar zadeva te velike medije, ki ste jih omenili, CNN, New York Times, BBC, moram reči, da novinarji, recimo CNN-a, New York Timesa fizično v Rusiji, v Moskvi niso več prisotni. Ti ljudje njihovi novinarji so odšli iz Moskve in sicer so še vedno ruski dopisniki, ampak ne poročajo iz Rusije, torej niso fizično prisotni tukaj. Tu ne gre samo za njih. Omenila sem v začetku, da je res odšlo zelo veliko tujih in ruskih novinarjev, predvsem recimo večje evropske medijske hiše, ki so imeli tukaj zaposlene v svojih birojih, morda po 3-4 novinarje iz matične države, imajo zdaj morda zaposlenega enega človeka. CNN je v zelo specifični situaciji, to je vendarle globalni medij, ki ima, če želite, ko gre za vprašanje, kako naj Rusija doseže zahodno občinstvo, ki je za Rusijo in rusko politiko še vedno zelo, zelo pomembno. Sta dva medija, ki sta tukaj izjema, in to je seveda CNN in pa britanski BBC. Tako da, ko gre za vprašanje, katero informacijo želi Kremelj, Moskva predstaviti zahodnemu občinstvu, bo tu ne glede na zelo zapletene odnose med Moskvo z temi državami, ne glede na status novinarjev, ki ga ti novinarji te hiši imajo, jih bo še vedno uporabila za tisti kanal, po katerega ona sporoča svoje mnenje, svoje stališča in seveda prepričuje, če želite, zahodno občinstvo, da je ruska politika v nekem primeru pač edina možna in edina pravilna. Evropski mediji, večji, sem že rekla, da so se zelo spraznili njihovi biroji tukaj, morda je tukaj ostal po en novinar. Mi, če želite, majhni, se pravi tam, kjer imamo tako ali tako samo enega predstavnika v pisarni, v biroju, pa imamo pač status, kot ga imajo vsi iz teh neprijateljskih držav. Seveda izjemno zapleteno je pridobivanje dokumentov, ki so ga ruske oblasti zelo otežile, se pravi vizum, ki je potreben, da lahko sploh v ruski državi, Ruski federaciji delaš in akreditacija ruskega ministrstva za zunanje zadeve se ne dobiva več za leto dni, kot se je dobivala prej, ampak samo še za 3 mesece, medtem ko ruski novinarji, ki so akreditirani v vseh članicah Evropske unije, to so podatki, ki sem jih preverjala, še vedno dobivajo vizum in akreditacijo za najmanj leto dni. Tako da v tem smislu je seveda razlika med njimi in nami velika. Zanimivo mi je bilo poslušati razmišljanje o cenzuri. Torej, ruski novinarji v Evropi imajo še vedno drugačen položaj, kot ga imamo mi v Rusiji. Zakaj? Ker ruski novinarji v Evropi niso omejeni z tako striktno zakonodajo, če želite medijsko, /varnostno,
kot smo po februarju 2022 omejeni tisti novinarji, ki smo ostali v Rusiji, govorim o zakonu o diskreditaciji ruske vojske, govorim o zakonu o širjenju domnevno lažnih novic o ruski vojski, ki pa prinašajo visoke zaporne kazni tudi do 15 let. Skratka, okolje, iz katerega poročajo ruski novinarji v članicah Evropske unije, je v tem smislu povsem drugačno kot je okolje, iz katerega recimo poročamo novinarji, smo še ostali tukaj, ki smo aktivirani pri Ruskem ministrstvu za zunanje zadeve. Še na eno stvar bi se vrnila, morda mislim, da bo to celo iztočnica za naš pogovor naprej. Poročanje z bojišč iz vojnih žarišč se je izjemno spremenilo. Jaz sem v svoji karieri poročala, če se vrnem resno nekoliko v zgodovino, iz druge rusko-čečenske vojne leta 1999, Afganistana 2001, no in potem Ukrajine. Iz Ukrajine sem poročala zelo veliko, do trenutka, ko je bilo mogoče, in to se mi zdi pa izjemno pomembno, mislim, da se bosta oba kolega Ervin in Boris strinjala, ko je bilo mogoče poročati z obeh strani. Torej, zdaj bom zelo pazila na besede, ukrajinske, se pravi tistega dela ozemlja, ki ga še vedno nadzoruje ukrajinska stvar, oblasti v Kijevu, in tistega dela, se pravi samooklicanih republik Donetsk, Lugansk, ki si jih je zdaj že priključila in na katera območja smo lahko prihajali še res z velikimi težavami, ampak z ukrajinskega ozemlja. In mislim, da je bilo to zelo, zelo pomembno, če si imel možnost poročati z obeh strani. Jaz sem to možnost imela in sem lahko tudi v tem smislu dobila sliko iz obeh strani. Še enkrat ponavljam, se pravi, govorila sem lahko o tem, kako dogodke sprejemajo Ukrajinci v Ukrajini in kako dogodke vidijo ljudje z že druge strani meje, se pravi iz teh samooklicanih republik, ki se jih je Rusija priključila, anektirala, ampak te aneksije ne priznava nihče. In še nekaj bi morda dodala. Velikokrat je zlasti v tem neverjetnem hitenju, tem nepotrebnem tekmovanju nas, klasičnih medijev, z družbenimi omrežji, po katerih se vali na milijone nepreverjenih informacij, ki se producirajo iz sekunde v sekundo na najrazličnejših družbenih omrežjih, nepreverjeno. Vemo, da je Hamas, ko so se začeli dogodki v Gazi, zelo izkoristil družbeno omrežje Telegram in na njem produciral, predvajal najbolj grozljive posnetke teh prvih dogodkov, ko so vdrli na ozemlje Izraela. Skratka, to naše, mislim, da res nepotrebno tekmovanje z družbenim omrežjem vpliva tudi na to, da v očeh klasičnih naših odjemnikov, bralcev, poslušalcev in gledalcev izgubljamo del tega občinstva, ker za razliko od družbenih omrežij mi, klasični novinarji, klasičnih medijev, vendarle moramo vse informacije dvojno preveriti, izgubljamo sicer na času s tem, ampak to je edini način, mislim, s katerim lahko ohranimo tudi našo kredibilnost. Vse laži, ki se v tem času, ki ga mi potrebujemo, da informacijo preverimo, se vrtijo na družbenih omrežjih, mi že izgubimo bitko za temi družbenimi omrežji, ker vsa laž, ki je bila že sproducirana in se je zavrtela na družbenih omrežjih, te laži v bistvu ni več mogoče obreči, oziroma tudi, ko jo mi že ovržemo, je minilo že toliko časa, da še enkrat torej konzumenti naših informacij so pa to izvorno informacijo že pozabili. In v tem je tudi na nek način tragedija nas klasičnih medijev in mislim, da bi vendarle klasični mediji morali graditi še vedno izključno na kredibilnosti preverjenih informacijah in ne tekmovati z tem, kar se vidi na družbenih omrežjih.
Mogoče, Vlasta, še to, zdaj se mi je porodilo to vprašanje, če nam lahko mogoče orišete zdaj, ko vas imamo tukaj pač iz prve roke, kakšno je v ruskih medijih poročanje o tem konfliktu oziroma napadu na Gazo? Nam lahko mogoče malce opišete, kako ruski mediji o tem poročajo, kako je nekako tudi ruska država potem nekako osvojila diskurs, oziroma nekako ali usmerila ali oblikovala diskurs o tem konfliktu. Ruski mediji imajo večina, znova govorimo o državnih televizijah, ima svoje dopisnike v Izraelu, tako da poročajo od tam, drugače pa izvorno bi rekla, da so se postavili na stran Palestincev, posebno kritično poročajo o politiki Izraela, o napadih Izraela na cilje v Gazi, tudi na Zahodnem bregu, tako da v tem smislu je jasno, na kateri strani ruski mediji so. Ne smemo tudi pozabiti, da je vendarle, če zdaj postavimo v nek geopolitični kontekst, odnosi Rusije z Hamasom, vsezadnje so bili predstavniki Hamasa tudi na Poljski pred 2 tednoma. Rusija ima sicer, je vzpostavila dobre odnose tudi z Izraelom, ti odnosi so sicer zelo zapleteni, ampak vendarle Putin in Netanjahu sta se razumela in mislim, da se še vedno razumeta, ampak bolj ali manj, tudi to morate vedeti, ko mi govorimo o teh najbolj občutljivih vprašanjih, temah, katerih mediji poročajo, prihaja ena osnovna usmeritev, kako naj državni mediji poročajo, vedno prihaja iz Kremlja. Hvala. Zdaj počasi se že bliža čas vprašanj. Mogoče zastavim samo še tole vprašanje, ki se mi zdi, da ga moram zastaviti obema novinarjema obeh časopisov. Glede na to, da sta bila oba, pa tudi Vlasta, vi se lahko vključite v odgovarjanje na to vprašanje, bi nekako rekel takole. Novinarji, ki gredo v vojne in na konfliktna območja, so pogosto traumatizirani, anksiozni, delajo v ekstremnih situacijah. In moje vprašanje je, kako se da potem živeti in delati naprej po vseh teh videnih in doživetih grozotah. Predvsem me pa zanima tole, ali so dovolj zavarovani in podučeni o varnostnih vprašanjih, preden gredo na vojna žarišča, ali preprosto kar odidete na teren. In pa kdo bi moral poskrbeti za ključne informacije in vednost o varnosti in situaciji na vojnem področju? Bi morali za to poskrbeti mediji kot organizacije z uredniki, mogoče novinarska združenja, neka zunanja pomoč, kako najprej vidva vidita, pa potem mogoče se tudi Vlasta naveže na to vprašanje. Jaz v resnici nikoli nisem šel v vojno kot dopisnik ali pa poročevalec. Meni je vojna, kot sem že prej omenil, prišla v domači kraj, se pravi. Kaj je bilo? Takrat so bile tisti večer blokirane vse glavne poti, tako da sem iz službe se vozil do Gornje Radgone, mislim, da 6 ur čez noč, ljudem čez vrte in tako naprej. Nobenega znanja seveda nisem imel, razen iz vojske, koliko smo pač videli, da tank res hudo udari. Skratka, to me je doma presenetilo. Prej sem imel izkušnje morda s temi demonstracijami, ali je šlo za Kosovo, za potem Beogrado, kot je omenil tudi Ervin. Tam so se tudi znali pojaviti tanki, recimo Beograd je bil na tistih marčevskih demonstracijah, mislim, da so se rekli, so jih spustili iz kasarn, pač da zaščitijo zvezdne in republiške inštitucije. Na Kosovu so pa tudi vojaki streljali na demonstrante. No, to, da je prišlo vso to železje,
tja je pač človek ve, ne, prvi v Gornji Radgoni bil ubit nek svetovni popotnik, ki je, se mu je zdelo morda to kot razborljivo doživetje višek avanture, prišel iz Indije, mislil je imeti neko, kaj se temu reče, nek večer z diapozitivi s predavanjem, kako je potoval v Indijo in se vrnil in to naprej. Je hotel slikati tank na glavni ulici v Gornji Radgoni na Partizanski cesti, se je reklo, in je seveda dobil kroglo v glavo. Ne. Ko so meni razložili, ti tanki, te 84, mislim, da so se imenovali, so bili opremljeni z iskrino optično opremo, ki zazna leče, zaradi ostrostrelcev, zaradi minobacačev, kaj so to. Je umrl, od enega strela, direktno ciljanega. To pač takrat v tistem realnem času jaz nisem vedel, jaz bedak sem sam tudi slikal okoli. In na srečo je nekdo pred mano vrgel, mislim na srečo, molotovko na tank, ker sem jaz bil v isti stavbi, samo je bilo tri nadstropja razlike med nama. In tisti tank, sem ga točno videl, kako je šel, rečemo, 10 metrov nazaj, ker je bil tako blizu tistemu bloku, odkudar je priletela molotovka, pravzaprav je iza njega priletela, ampak dobro. In je spustil granato iz 10-15 metrov v stanovanje. Jaz pa sem bil malo bolj desno, pa sem slikal ta tank, pač, ko je pač operiral. Tako da oni so bili okupirani, mislim, da na srečo s to molotovko, ampak potem so začeli streljati po celi stavbi z protiletalskim, kaj tisto, mitraljezom. Na srečo, ko sem zaslišal prve strele, pobegnil v notranjost tiste stavbe na hodnik, pa po stopnicah v klet, pa me ni bilo 5 ur več ven. Skratka, hoče reči, ne veš, ti si, sploh, ker sem bil tako, ampak nikoli me niso poslali na vojno območje, čeprav v resnici ja. Potem sem šel pa z humanitarnim konvojem, ko je že bila vojna v Ukrajini, ampak v predel, ki se mu reče, za Karpatje, ti boš povedal, v romunski meji, ni Zaporožje tam. To je za Karpato, tako, tu smo prišli pa preplavali tisto rusko reko, ki je bila očitno ukrajinska, ampak okej. Ja, to je ukrajinska. Oziroma tam bi se naj delili te dve državi. Ne vem, kak je bilo, vidiš, da je malo zmoto se poimenovali, ampak ja, hoče reči, ko sem jaz iskal takrat pač akreditacijo pri kijevskih oblastih, vojna še trajala, spremljal bi naj humanitarni konvoj v območju, ki je Ukrajina, mislim, to je od enega konca vzhoda do zahoda, to je več kot pol Evrope, ampak ne. Iz Kijeva, ki je bil takrat še kar dnevno pod raketami, nisem dobil nobenega odgovora. Nek človek mi je enkrat dvignil telefon, kolikor sem ga razumel, mislim, da nisem nič razumel, je hotel mi povedati, da on za tisto ni odgovoren. Okay. Potem sem pa vseeno s temi, ki smo jim peljali tisti konvoj, navezali stike, to so neke občine, ki so popratene, ali partnerske občine, tudi Buča ima partnersko občino, mislim, da v Kočevju v Sloveniji. 20 slovenskih občin ima partnerske občine v tej Ukrajini. To je kraj Hust, ta ne vem točno s kom je pobratimstvo, ali pa bolj se reče evropsko partnerstvo. Skratka, tja smo peljali ta konvoj in jaz sem potem, so mi rekli, ker pa bilo pa je objavljeno, da moraš, če priješ kot tuji novinar, imeti čelado, neprebojni jopič, mi smo že angažirali policijo tukaj, zaradi kakšnega razloga ni imela nič. Ja, ker so vse poslali v Ukrajino. Nobenih neprebojnih jopičev ni bilo na policiji. To je pokojni moj urednik
Vojislav Persko je bil maher v teh stvareh in je rihtal to zame, rekel, prosti, vse so poslali v Ukrajino, ne? Solidarno, ali kako se reče. In jaz potem s temi ljudmi pridem v stik in oni mi rečejo, pa kaj si ti nor, ti boš vzel neprebojni jopič, tukaj ni vojnih dejstev na meji, ti bodo vse to pobrali, ker to rabijo na vzhodu, te napadene države. Ne? Skratka, spet se šel go in boss, bi rekli, ne? Oborožen samo s penkalom pravzaprav v to območje, ampak tam res ni bilo vojnih dejstev, je pa res, da je bilo dnevno 2 zračna alarma, bil sem enkrat v neki družbi, kjer so bile ena ženska še posebej, lastnica tistega prostora, tiste hiše, je bila strašno panična in je bila na koncu živci, ker se je to dogajalo, no? Ti zračni alarmi in potem bežanje v klet, pa po 2 dnevih, to več nisem jemal resno, ampak ja, skratka, greš pač kot, kaj ne rekel, koska megla, ne vem. Drugače je mogoče tvoja izkušnja, ki si pa vendarle v Bosni bil namenoma, da vidiš vojna dejstva, kako? Jaz zase nikoli nisem rekel, da sem vojni dopisnik. Bil sem pripravljen reči, da delam kot vojni dopisnik, ampak to nisem. Ne? To je nekaj, kar včasih dela. Če je vojna, greš pogledati in potem o tem pišeš, kot novinar, ne kot vojni dopisnik. Meni tudi te specialisti za krizna območja se mi zdijo smešne figure. Ne? Zdaj, če je vojna, če se prej v hišo, pač o tem pišeš. Ne? Tako meni pamet dela transverzalno in najprej sem šel seveda Hilo A vprašati, kaj oni tam delajo. Se mi ni dalo zdaj biti patriot, pa reči na juriš, ne zašel pogled, zašel narodnega izdajalca, kaj pa delate, jaz ste res ne vle. Zbil lep intervju z Aksentijevičem, pa z polkovnikom Jeričem, ki je bil poveljnik letališča v Cerkljah. Med Danilo Slivnik, bolj enkrat mi direktno rekel, pa ti si narodni izdajalca, rekel, ma ja, ponosno, vedno, mislim, pripravljeni izzati vse. To je to eno, ne? Kar se tega tiče, ne? Tako, malo bolj lahkotno je od tega strašnega tona v vojni dopisniki. Ne? A smo traumatizirani, veš, tako je, zdaj 2 reči bi rekel. Jaz sem v zadnjih 10 letih, mislim, da 2krat delal reportažo iz Državnega zbora v Ljubljani. 2krat sem začel pri grobnici narodnih herojev, enkrat, ko je Pahor zgubil vlado, drugič, ko je Golob prevzel. Ni rekel Miran Lesar v svoji neskončni modrosti in dobroti, Ervin, 5 ti narediti reportažo, ti to znaš. Sem šel in sem še zdaj traumatiziran. Jaz čutim veliko solidarnost, novinarji pokrivajo notranjo politiko, oni so zares ogroženi. Ne? Se zbujam po noči. Horror. Skratka, to je eno, novinarsko delo je nevarno v vseh okoliščinah. Če greš na vojno, moraš delati s predpostavko nesmrtnosti. Preprosto, nič se ti ne bo zgodilo in potem se ti praviloma nič ne zgodi. Razen, ko se zgodi in pol takrat pokopljiš prijatelje. Okay, ne? Ampak ta ideja nesmrtnosti je važna. Ne? Drugo je, tako splača se premisliti, kaj hočemo iz te situacije razumeti. Tem bila moja zadnja izkušnja, še mesec stara, sem šel v Ukrajino, zgledalo je tako, da sem rekel uredniku, ne mi da avto in nekaj denarja in sem šel sam, zato ker časopisni novinarji delamo sami. Televizija prije s konjenico in tako naprej, to so veliki sistemi in če navajen sam delati in zadoščam sam sebi. Ampak sem rekel, kaj hočem razumeti. Hočem napisati 2 zgodbi, ki bosta komunicirali s slovensko javnostjo, z mojimi bralci. Nek prijatelj mi je rekel, smo se pogovarjali, da bolj pogosto hoditi,
je rekel, da bo festival poezije in vina v Črnovicu, ali Črnevici, odvisno tam, da so Romuni, karkoli. Ne? Črnovic je mesto v Bukovini. In da bo tam cvet ukrajinskega pisateljstva. Jaz sem šel tja, najprej, Črnovic. In tam so bili Artem Čeh, ki je napisal Ničelno točko, roman o vojni v Donbasu, kjer je bil v prvi rotaciji leta 2015, leta 2016 je potem napisal roman o tem in potem je šel še enkrat v vojsko in je bil del v Bahmutu in je prišel prebrati par strani v Černovic in sem govoril z njim 2 uri o tem, kaj vojna je. Bolj je bil Arnohovič, ki je dobil nagrado Vilenice za svoj roman, ki ga pa nisem prebral. Sem pa prebral Internat od Serhija Žadana, ki je tudi bil tam, fantastična figura pisateljska. Bil je Andrej Ljubka, Slava Pomerancev. To so, manjkal je, tak je napisal Sive čebele, ki se ga zdaj ne bom spomnil, da piše v ruščini. Vsi ostali so bili pa tam in sem jih vprašal, dobro, kako vi kot pisatelji, pa zdaj, šel to je tako, ko bi ti šel, pa bi imel Jančarja, ne vem, pač vsa cvet slovenske literature in sem se pogovarjal o njihovi percepciji vojne, kako pišejo, kaj delajo in tako naprej. In se je izkazalo, da vsi po vrsti grejo na literarne večere, za katere morajo ljudje plačati in potem ta denar dajo Serhiju Žadanu ali pa Ljubki za to, da kupujete vojaške avtomobile in orožje za vojsko. To se mi zdelo, da je to ena podoba, skozi katero lahko nekaj razložimo v ukrajinski družbi. Drugo, sem rekel, moram razčistiti to zadevo z nacizmom. Kako bi se tega lotil? Da ne grem ti razlagati, ne, Ukrajinci niso nacisti, ne sporazum, imaš neko marginalno politično skupino, ki je bila na Majdanu aktivna okrog Denisa Prokopenka in potem iz tega nastala brigada Azov. Ampak to je marginalna firma. Kdo ti bo verjel? Če delaš propagando za Ukrajince, tako si za vojno. Pa še res je. In jaz upam, da bo zmagali. To objektivno in nepristransko. Naj se rekel, če sem slišal, to je Jožef Mokaj, madžarski novinar, zelo nenavaden, sjajna figura. Mi je rekel, veš, da bo v Umanu bo romanje Hasidov. 15. septembra šli bodo romat na grob rabija Nahmana, ki je umrl tam, mislim, da 1830, mogoče v tistih časih. In pridejo vsako leto, jih bo 10.000 Hasidov, od kje bodo prišli z celega sveta. Sem rekel, ok, to gremo pogledamo, Haside, najbolj verne med ljudi, vprašali, če imajo kakšno izkušnjo z nacizmom v Ukrajini. In sem šel tja, ni bilo 10.000, bilo jih je 35.000. In a veš, če si predstavljaš ti kristjan, ki nosi okrog vratu Devico Marijo, kraljico Svetogorsko. Se znajde med 35.000 ljudi in jih vprašuje, ok, a je vaša izkušnja Ukrajine, da je tle nacizem na oblasti. Najdel sem 2, ki sta rekla, da je represija, en bil Chicaga, en iz New Yorka. In zato, ker so jim pobrali travo na policijskem checkpointu na vhodu v mesto. Če je bilo 35.000, ki so pa prišli so iz Izraela, iz Francije, iz celega sveta, romat na grom rabija Nahmana. Jaz med njimi, pač, so mi tako kamce na glavo. In sem jih vpraševal, ok, a ste kje na poti, prišli so z avtobusi čez Moldovo, čez Polsko, a so vas kje na poti nadledovali? Čakaj ne. Pogledali so, če imamo drogo ali pa alkohol, preden smo prišli v mesto in tukaj to prepovedano. Skratka, pa se šel vpraševati, ta sicer ni Hasid, ampak je neke druge ločine, ki je predsednik judovskih skupnosti in sem ga vprašal, kako je zdaj s tem antisemitizmom in je rekel, eno je zgodovina, in je rekel, da ne moreš ti
zanikati zgodovine antisemitizma v Ukrajini, ne, si nor, ampak hkrati moraš vedeti, da je bila cela Evropa antisemitska. Ne? In v koncentracijskih taboriščih niso naredili Ukrajinci, so jih naredili Nemci. V Odesi niso vse Jude v Odesi pobili, niti Ukrajinci, niti Nemci, ampak Romuni, od Antonescuja, ker je bila Odesa del romunske fašistične države. In rekel, tole zdaj v Ukrajini ni antisemitizem. In me dan podatek, ki se mi zdaj zanimiv, rekel, še predsednik je Jud, karkoli pač to velja, cela pol vlade so Judi, ampak ne sem to, v parlamentu največ glasov od vseh poslancev je bil nekdo, ki se piše Rabinovič. In rekel, in res je, da na leta 2014 si imel Svobodo in desni sektor. Tudi skrajno desne politične organizacije v parlamentu, ki so podpirale paravojaške skupine v Donbasu. Na volitvah leta 2014, tak jih je Porošenko organiziral, niso prišli v parlament. Je desni sektor dobil 1,8 glasov, Svoboda, ki je pač klasična parlamentarna skrajno desna stranka, ne, ni paravojaška, je dobila, mislim, da 4, nekaj podobnega. Ne. Skratka, sem rekel, to je marginalen fenomen. In zbolj napisal reportažo o Judih v Ukrajini in o tem, kaj mi lahko povejo o nacizmu v tej državi ljudje, ki so najbolj klasične žrtve nacizma. In ne gre pozabiti, ne, več zdaj, ko tako navdušeno govorimo o Gazi, ne gre pozabiti, da je ta zgodba, ne, zaradi evropskega antisemitizma. Ne. Da je argument, ki ga imajo, je res, da izraelska vlada zlorablja holokaust in ga instrumentalizira v politične namene do skrajnosti, ne, ampak je pa hkrati vedeti, da si ga ne izmišljuje. Da problematična je instrumentalizacija, ne pa dejstvo, da je zgodovina Izraela neposredno povezana z evropskim odnosom do Judov, ki vključuje Francijo, ja, Nemčijo absolutno, Severno Evropo, Rusijo in tudi Slovenijo. Mislim, poglej slovenske časopise iz 20 let, kaj so pisali o judovskem komunizmu, to bodo šli lasje po konci. Ne? Skratka, vojna, zato ta bim, bam, bum, sveda lahko greš, jaz imam tle, imam v žepu akreditacijo ukrajinskega obrambnega ministrstva, če vzamem to njegovo čeladen flak jacket, lahko grem do Zaporožja in si najdem nekega fikserja, da jim dobi vsa ta dovoljenja, zato da lahko grem na fronto in bolj me bo peljali do nekega daljnometnega topa in bomo gledali, kako oni streljajo. Nekaj, kar me v resnici ne zanima. Ne. Zanima me izkustvo Artema Čeha, ki je pisatelj in je zvlekel svojo desetino sebe in še 8 ljudi iz obroča v Bahmutu in se bolje sprašamo, kakšna vojaška enota je 8 vojakov. Neko ne, bilo nas je 11, komandant in 10 nas, ampak komandant in njegov namestnik sta bila ubita, pa sem jaz peljal fante ven, šel sem od zadaj seveda, ne, in zato sem pač dobil detonacijo granate, ki me je vrgla čez vse skupaj in odnesla v bolnico. Ne. Sedaj, to me zanima. Zakaj? Pa zato, ker Artem Čeh je fantastičen pisatelj. Ne. In zna artikulirati izkustvo vojne. Ne. A veš, poročanje pa o tem, da se postaviš tam pred podrto hišo in razlagaš, kako je grozljivo in strašno, gor pa dol videl, pa nisi nič, ne, ni poročanje o vojni. Ne. Mislim, poročanje o vojni je o tem, da poročaš o tem, kaj je videla, več nekaj, mislim, da se, kako se je klicala, neko lepo ime je imela, pozabil ta trenutek, ki je raketa sesula poslovni center, na katerega je gledala njena soba. Ne. To je vojna. Ne. Že to, kar vojaki delajo, to je skrajno nezanimivo. Vojaki nosijo uniforme zato, da ubijajo in da so ubiti. Ne. In če so vojaki mrtvi, več se jih pokoplje z vsemi častmi, ampak ob njih ne govoriš o grozljivosti vojne. Grozljivosti vojna se tiče vseh ostalih,
ki jih to prizadene in njihova zgodba v resnici tvori substanco razumevanja položajev, v katerem smo se mi tudi znašli, ne? Čeprav se zdaj lahko čudimajo, kot ta grozodejstva. Jezen Kristus, mislim, smo pozabili Srebrenico. Tako popolnoma normalni ljudje zagrešijo, brez kakršnega koli. Samo malo organizacije je potrebno in se to naredi. Ne? To ni izkušnja, bi nam bila daleč in jo treba opisovati kot nekaj nerazumljivega. Vsi razumemo, zakaj gre. Mislim, da je zdaj čas, da damo še občinstvu priložnost. Vlasta bi mogoče še vi kaj dodali na tole, kar je bilo povedano na koncu, potem pa bomo šli še v občinstvo, da vas še dodatno vprašajo. Da sta moj kolega Ervin in Boris zelo ekstenzivno razložila te stvari zdaj. Jaz bi morda samo dodala eno stvar, in sicer, da se je čisto tehnološko gledano poročanje o vojni zelo spremenilo, recimo v teh zadnjih 25 letih. Če se vrnem k mojim začetkom poročanja o vojni, se pravi konec 90 let prejšnjega stoletja, čisto televizijsko poročanje, okrog smo še hodili z velikimi kamerami in seveda materijala nismo mogli pošiljati prek interneta, kot lahko to delamo zdaj, ampak smo zato, da smo lahko nek material poslali v Ljubljano, potrebovali satelit, kar pomeni, da smo vedno bili, oziroma smo vedno potrebovali storitve EPU-ja, ki je naš glavni partner, ki je potoval s temi ogromnimi satelitskimi krožniki, preko katerih smo potem televizijski material lahko spravljali v svoje matične hiše. Isto je veljalo še recimo v Afganistanu, še vedno smo bili okrog z Betacam, torej z Betacam kasetami in z velikimi kamerami. No, zdaj, ko ljudje pravzaprav se snemajo na neke majhne pametne telefončke in vse spravljajo v svet preko interneta, je to vrsto poročanje povsem drugačno. Spremenilo se je, mislim, da tudi v tem varnostnem smislu. Televizijski novinarji, kot rečeno, smo vendar v nekem specifičnem položaju, ker gre za to, da potrebujemo sliko, čeprav se seveda tudi časopisno novinarstvo vse približuje našemu, kot tudi časopisni kolegi v svojih hišah spravljajo vedno več video materiala preko interneta. Varnostno gledano pa bi rekla takole, ko sem jaz začenjala, niti nisem vedela, da obstajajo varnostni inženirji, ki so bili že takrat za vse velike medijske hiše, hodili že vnaprej na nek teren, preverjali, kakšne so tam varnostne razmere. Jaz sem zanje slišala prvič, tako se tudi srečala takrat slučajno preko CNN-a v Afganistanu z njimi. No, zdaj pa vem, da tudi velike medijske hiše evropske peljejo sabo, ali pa njihovi novinarji peljejo na teren varnostni inženirji, ki poskrbijo za varnost svojih novinarjev. RTV Slovenija tovrstne prakse nima, mislim, da je tovrstne prakse nima noben slovenski medij. Jaz nikoli o tem nisem razmišljala, nikoli tudi ne razmišljaš o lastni varnosti, ko greš področje izvojnega območja. Bi se mi pa, in tu se bom pa zdaj vrnila k vašemu pravzaprav izvornemu vprašanju, kdo bi lahko za to poskrbel, ker vendarle konfliktov je vse več strašnih, bom rekla, vojn, regionalnih je vedno več in vedno več novinarjev odhaja tja, da bi za neke varnostne tečaje morali poskrbeti delodajalci in tudi morda društva novinarjev. To vrstno izobraževanje bi bilo koristno za vsakega novinarja, ki se odpravlja na vojno območje. Hvala, Vlasta. Zdaj bi pa res ponudil priložnost še občinstvu. Če se je komu pojavilo kakšno vprašanje, porodilo kakšno vprašanje, lepo prosim. Nekoga bi potem prosil za mikrofon, lahko pa ga tudi jaz posodim, zato da se vas bo potem slišalo na posnetku.
Tako da, če imate kakšno vprašanje, lahko dvignete roko, probal vas bom videti in vam potem damo besedo. Miloš Monc, najprej najlepša hvala za vso to vsebino in predstavitev, ki ste nam jo dali vsi štirje, oziroma vseh 5, pardon, se vprašam. Jaz bi pa eno vprašanje. Kako kot profesionalni novinarji gledate pravzaprav, oziroma izločite ali pa razločite vso vojno propagando in pa protipropagando, ki se pravzaprav dnevno dogaja. Prej govora o zavajanju, o posnetkih, o lažnih, takih in drugačnih torej informacijah, novicah, ampak mene pa zanima, kako vi to propagando in pa protipropagando vojno torej razločite, ker ni zdaj samo, da je poroča New York Times, pa je to verodostojno. To mene ne prepriča, posebej pri kakšnem severnem toku ali pa pri čemerkoli drugem, kjer se je pač dogajalo, kar se dogaja. Tako da, to je vprašanje. Hvala lepa. Lahko še ti, Maja, vprašaš pa. Jaz sem hotela samo, všeč mi je, da ste zavrgli to tezo o objektivnem novinarstvu, ker je naredilo že dovolj škode. Všeč mi je tudi, da ste bili kritični do resnice kot avtentičnega občutja z realnostjo, da človek mora iti v vojno spopad, pa si pogled delujoč top, da bi lahko prišel novinar do resnice. Zdaj mi je bila pa zanimiva tale, da greš do pisatelja, ki ga ceniš, pa poprašaš za njegovo mnenje. Če bi mi to naredili v Sloveniji, pa bi šli do Draga Jančarja, ker je bil tudi omenjen kot primer, bi slišali marsikaj zanimivega o izbrisanih, recimo, da niso hoteli državljanstva, pa da je bilo prav, da so bili izbrisani, pa slišali bi verjetno tudi marsikaj zanimivega o migrantih samih, o migrantih. Verjetno, da se država ima pravica braniti pred migranti. Tako da ta pristop se mi zdi tudi malce problematičen. Potem, kar se tiče Azova in drugih lepih reči, dejstvo, da jih je samo 5%, ne pomeni, nič ne pomeni, še vedno obstajajo. Tudi včasih v zgodovini vemo, da take frakcije so bile zelo malo številne, pa so naredile zelo posebne učinke. Tako da, sem? Se biče najključna mesta v odločevanju. Ja, kar se mi zdi še bolj pomembno, mogoče, kar se tiče nekega, prosite, nikoli se nisem profesionalno s tem ukvarjala, kaj je pojem fašizma in tako naprej. Ampak ta, recimo, povojna obnova Ukrajine ima zelo močno fašistoidno naravo, da med vojno Ukrajina mora razprodajati svoje premoženje, da morajo imeti socialne pravice, zaradi katere je ogroženo življenje ljudi. In tako naprej, in tako naprej. Tudi tukaj je zelo močna fašistoidna narava te države, ki jo Ukrajina izvaja z pristankom zahodnih zaveznic. Tako s tem bi. Bilo je besede in kolegica je omenila naciste ukrajinske. Ne moremo jih soditi samo trenutno, kakšne odnose imajo do Židov. V bistvu prej je bilo veliko več, koliko je zdaj nacistov v Ukrajini, ne vem, ali njihova vloga se nikoli ni spremenila. Vedno so kolaborirali in služili trenutnem gospodarju. Najprej pod Rusi so delali proti Židom, po ukazu. Poslije, ko so prišli Nemci, so v korist Nemcev dobesedno
lovili in ubijali Židove. Sedaj pa v istem smislu Židovi delajo tako, kot jim reče gazda trenutni, a to je, zna se kdo. In zdaj je čisto, morajo drugače imeti odnos do Židov. Tako da tu se oni v bistvu niso spremenili, služili so svojim gospodarju trenutnem. Mogoče najprej odgovor na ta vprašanja, ki so bila postavljena, se pravi neko filtriranje skozi dezinformacije, potem pa tudi situacija z Azovom in pa povojno nekako obnovo Ukrajine. Ja, nacisti pač, kot smo slišali tukaj iz panela, je, seveda so tudi obstajajo v Zahodni Evropi in tudi v Rusiji. Procenti se seveda v času spreminjajo. Bojim se, da če govorimo o desnih strankah ali pa skrajnih desničarjih, dobivajo v Evropi vedno večji pomen, pa vedno več glasov. Zdaj, mogoče koga tolaži, da jim ni uspelo v Španiji na zadnjih volitvah, pa mogoče še na Poljskem. Ampak ta problem imamo seveda tudi v Sloveniji, samo pač ne rečemo nacistični. Kaj sem hotel reči, ko govorite o obnovi Ukrajine, če bo fašistična, oziroma če bo na, kako se reče, na izkoriščanju, na pauperizaciji ljudi, ki bodo morali tam živeti, temeljila v korist velikega kapitala, kot se nazira, pač država ne bo prišla v Evropsko unijo, predvidevam, ker ne bo izpolnjevala pogojev. Pa še kaj je bilo vprašanje? Evropska unija podpira to politiko. Ja, ne vem, vseeno morajo imeti vse neke formalne pogoje izpolnjene, da so tam. Vse to, kar se zdaj v Ukrajini obljublja, se mi zdi, da je seveda neko zatekanje v, kaj bi rekel, zatekanje, pravzaprav bežanje od realnosti, zaenkrat. Mislim, da je to obljubljanje nerealno ta hip in še nekaj let. Zdaj, jaz gledam številke. V ukrajinskem parlamentu ni nobene skrajno desne stranke, ki bi koketirala z nacizmom. Zame je to dovoljšen argument. Drugo se mi zdi politična fantazija. Ne znam si predstavljati, na čem temelji. Vem pa, da je to ruska naracija v Ukrajini, da je država, ki zares ne obstaja, da so Ukrajinci narod, ki ga ni in da jo vodijo nacisti. Zdaj, to je vsekakor prva država, ki jo vodi nacist, ki je Jud. Zanimiva kombinacija. Jaz tega v Ukrajini nisem videl, sem videl na drugo državo. Tam sem bil dovolj pogosto, da lahko zastavim svoje delo, da nacizem ima manj vpliva na ukrajinsko politiko zdaj, kot ga ima danes v Italiji. To tvega reči. Giorgia Meloni, liberalna demokratka, ni. Tako, glede Ukrajine jaz nimam dilem. Ta naracija se mi ne zdi, da temelji na državi, kot jo poznam. Kaj so bila še vprašanje? Obnova Ukrajine. Najprej je, mislim, da preden razmišljamo o obnovi Ukrajine, treba razrešiti vprašanje, a bo kot država se
obdržala ali jo bo Ruska federacija popolnoma zravnala z zemljo. Zaenkrat je kar dobršen del to uspelo. In jaz se držim nekako pri razumevanju tega, kaj kdo dela v teh okoliščinah. Se držim ustanovne listine Združenih narodov, tega dokumenta, ki se mi zdi, da še nekako se da nam zanesti. Prvih 50 členov govorijo o miroljubni politiki sožitja med narodi. Se splača prebrati. Malo gostobesedno, dolgo, ampak zanimivo. 51. člen pa eksplicitno pravi, če ena suverena država napade drugo suvereno državo, članico Združenih narodov, ima država, ki je napadena pravico, da se brani. In jaz mislim, da te pravice se ne sme vzeti, ko so Združeni narodi kršili lastno ustanovno listino. In Bosni, ki je bila napadena država, z embargom na orožje, preprečili samo obrambo, so načeli enega od principov, ki zagotavlja kolikor toliko normalno delovanje sveta. Tako je, zato razumem zunaj vseh ostalih parametrov. Mogoče Vlasta še z ruske strani. Kako je videti Ukrajina? Ali se v Rusiji da danes misliti mir in kako se v Rusiji govori? Ali se govori o miru ali je ta enako oddaljen kot pred mogoče letom in pol? In ali se že razmišlja tudi o povojni obnovi Ukrajine na ruski strani? V Rusiji se o miru, oziroma o končanju vojne in seveda s tem o možnosti začetka pogajanj o miru ne govori in mislim, da se še dolgo ne bo. Jaz mislim, da vendarle nekateri pozabljajo, da je bila Ukrajina 24. februarja 2022 brutalno napadena, da je 20% ozemlja zasedenega, da si je, če pustimo ob strani Krim, ki ga je Rusija anektirala že leta 2014, res, da je izvedla referendum v zelo specifičnih okoliščinah, na katerih je za vključitev Rusije, ker je bilo tudi vprašanje postavljeno zelo specifično, glasovalo 97% ljudi. Ampak dejstvo je, da je Rusija zasedla približno 20% ozemlja suverene države Ukrajine in da si je tudi ta del ozemlja že po referendumih, ki jih je izvedlo, prisvojila uradno. Torej, po ruski ustavi je zdaj to rusko ozemlje. Ruske meje, če želite v to smer, iz Ukrajine v Rusijo, ni prestopil noben Ukrajinec, medtem ko ruski tanki in ruski vojaki so v Ukrajini. Mislim, da je to bistvena razlika. Strinjam se s tem, kar je dejal Ervin, napadena država seveda se ima pravico braniti. Kakšna bo Ukrajina potem, ko bosta Moskva in Kijev sedla za pogajalsko mizo, je v tem trenutku težko reči. Se pa bojim, da v naslednjih desetletjih Ukrajina tega dela ozemlja, ki ga je izgubila, si ne bo uspela povrniti zagotovo ne v celoti. Če se vrnem še k vašemu vprašanju glede obnove ozemelj, ki si jih je Rusija priključila in jih šteje zdaj za svoja. Obnova v nekaterih mestih se je že začela, medtem ko se v miru v Moskvi za zdaj ne razmišlja. Ja, jaz bi se navezal čisto na določene vidike, ki so nekako iz teh vprašanj in tudi odgovorov izšli in mogoče še malo zakompliciral sliko. Mislim, da en dejavnik, ki smo se ga sicer dotaknili in tudi akterje, ki smo se jih dotaknili, predvsem Vlasta Jeseničnika, izpostavlja vprašanje in pomen internetnih družbenih omrežij oziroma digitalnih platform pri poglabljanju problemov propagande in dezinformacij.
Zdaj, jaz bi, to je sicer neposredno povezano z novinarstvom, kako novinarji delujejo, težave, poglavlja, ampak bi tukaj izpostavil v bistvu to vprašanje, še en drug vidik in vlogo digitalnih platform. In sicer moramo vedno upoštevati, da so digitalne platforme, ti velikani, imajo dejavno vlogo v tem nadzorno-industrijskem vojaškem kompleksu. Recimo vojna v Ukrajini je tak primer, ker digitalne platforme so nekako neposredno vpete v to vojno v Ukrajini, recimo satelitski sistem Starlink je v lasti Elona Muska, ki ima v lasti tudi Twitter oziroma X, predstavlja neko komunikacijsko hrbtenico čez zares države in tudi vojske in v veliki meri omogoča v bistvu čisto delovanje ukrajinske vojske. Amazonovo podjetje za oblačne storitve, v bistvu na začetku vojne tako strežnike v bistvu ponudili ukrajinski državi, podobno je z Microsoftom. Podobno odnos ima tudi Kitajsko v bistvu do svojih platform, ki so zelo primerljive po velikosti, sicer ne dosegajo teh največjih, kot sta Meta in pa Alphabet oziroma Google in Facebook, ampak ima podoben, nekoliko drugačen sicer odnos. Kaj v bistvu te platforme tega ne počno, seveda altruistično, to moramo pri tem upoštevati, ampak so nekakšnem neke soodvisnosti z državami. Jaz bi celo rekel, da ta soodvisnost ni simetrična oziroma je v prid platformam. Po eni strani države v bistvu ne morejo danes brez podatkov in ustrezne tehnološke infrastrukture, ki jo nudijo te platforme, sploh v bistvu slediti svojim ciljem, posebej v vojni. Po drugi strani pa te platforme postanejo oči in ušesa teh držav, s čimer dobijo neko bližino, ki je koristna v primerih sprememb regulacije, ki se nekako ves čas napoveduje, predvsem takšne, ki bi omejila pridobivanje podatkov in njihovo procesiranje. Vedeti moramo, da v bistvu te platforme temeljijo na podatkovnem feudalizmu, bi lahko rekli. Tudi družbeno omrežje deluje na ta način. Zato imamo tudi tak problem z dezinformacijami, ker zaradi samih poslovnih modelov teh družbenih omrežij. Tako da je v bistvu ta vidik, se mi zdi, zelo pomemben tudi pri vprašanju seveda propagande in tudi čist vprašanju pozicije, vloge držav v odnosu do teh velikih akterjev, ki so izjemno vplivni in postajajo vedno bolj vplivni. Hvala. Je mogoče še kakšno vprašanje v občinstvu? Halo. Mene zanima, če mogoče ta satelit Belorusije in Lukašenko služi neki vlogi, kjer lahko v bistvu skozi njega neke ruski glasovi se tudi proširijo v evropski prostor in kako vlogo ima mogoče ta akter. Hvala. Vlasta, vprašanje je bilo postavljeno o vlogi Lukašenka in Belorusije. Tako da, kakšna je ta vloga? Mogoče z tvoje perspektive pa potem vprašamo še gospoda Javšovca in gospoda Hladnika Milharčiča. Kot kaj? Mogoče v smislu, če so ruski mediji prepovedani in to, če je skozi njega lahko nek pipeline ali pa nek lažji dostop v naš prostor. Če je preko Belorusije nekako lažji dostop v evropski prostor za ruske medije. Se pravi, če do Rusov v Evropi ne moreš, če lahko prideš do Rusov preko Belorusov. Tako. Tako. Ne, jaz mislim še enkrat, da do ruskih medijev ni tak problem dostopati tudi ne v Evropi. Še vedno jih lahko berete in gledate. Beloruse celo manj, razen če vas beloruski mediji res toliko zanima, ampak Beloruse lahko tudi preko beloruske medije lahko spremljaš tudi preko
preko interneta in tudi Putin ni politik, ki bi potreboval beloruske medije. Belorus se potrebuje za druge stvari, ne potrebuje pa beloruskih medijev za to, da bi širil svoje videnje reševanja svetovnih problemov ali svoje videnje, zakaj začel vojno v Ukrajini, da bi njegova resnica in njegovo videnje dogodkov prišlo do evropskih poslušalcev, gledalcev in bralcev, zato ne potrebuje Belorusije. Že mislim, to vprašanje, kaj od Rusije pride k nam. Ne? Jaz smo glede tega popolnoma decidirano stališče. Če Evropska unija prepove oddajanje ruskim propagandnim medijem v Evropi, nima jaz nobenih težav, če Glas Evrope in Voice of America prepovejo v Rusiji. Ne? Skratka, to je vojna med propagandnimi mediji. Ne? In zdi, da spopad propagandnih medijev je zanimiv, ampak se ne tiče žurnalizma. Ne? Se tiče marketinških strategij, ponujanja politike skozi nekaj, kar je naš teritorij. Ne? Mislim, teritorij novinarstva je ves čas tudi okupirano ozemlje s propagandnimi mehanizmi. Ne? Jaz, ko spravim, nima nobenih težav s tem, da Rusijo oddajo v Evropi. Jaz, ko se peljem čez Srbijo, vedno z velikim veseljem poslušam Radio Sputnik, ne? Ker me pač zanima perspektiva ruska interpretacija srbske politike. Je zelo interesantna. Ne? In ko sem v Ukrajini, pa poslušam ruske radijske postaje in tisto malo, kar razumem, pač razumem. Ne? Jaz sem glede teh reči popoln liberal. Ne? Mislim, mene vsaka prepoved česarkoli iritira. Ne? Ampak tukaj ni pa nekaj, na kar lahko vplivam. Ne? Če kaj mi prepoved česarkoli vzbudi radovednost in grem pogledat. Ne? Kakšno funkcijo ima Belorusija v tej zgodbi, pa tudi jaz rad razumem, ker mi je popolnoma misteriozna, to že razumem, da je ruski satelit, ampak mi je dinamika nejasna, ker je v enem trenutku izgledalo, kot da je prišlo v Belorusiji do upora, potem pa popolnoma zamrl in utihnil. Ja, pa v enem trenutku so se Lukašenko in Putin že tudi na smrt skregla, če so prav spomnili. Po moje, beloruski mediji citirajo ruske medije, to kvečemo. To, kar pa je Ervin povedal, mene tudi prepovedi pravzaprav spodbudijo k temu, da bi jih odkril, da bi jih poslušal. In mi ni všeč, da Evropska unija pravzaprav razglaša propagandne medije, se verjetno so, ne, ampak za prepovedane, ne, da jim pač odsema to distribucijsko moč. Kaj smo to še reči na to temo? Se pravi, nekako smo mi v Evropi zavoljo tega dojeti od oblastnih organov kot ne dovolj zreli ali pa ljudje, ki bi znali sami presoditi, čeprav je morda verbalno Evropska unija prav ta, ki hoče imeti opolnomočene državljane, ki bodo znali, ne vem kaj, ne, tako kot z demokracijo sami voditi sebe boljšo prihodnost. Tako da, to je, kar bi rekel na belorusko-ruski sindrom. Mogoče na tej manj optimistični točki zaključimo, Igor, če bi ti še kaj dodal. Drugače pa je ura v Rusiji že, mislim, da 11. Tako da, Vlasta, hvala, da si vztrajala z nami. Vsem, posebej tebi, bi se zahvalil za sodelovanje na tem omizju. Zahvala pa tudi Borisu Jašovcu, Ervinu Hladniku Milharčiču in Igorju Bobiču. Tako da zdaj vse skupaj radimo.
da kaj rečemo še v manj formalnem krogu. Zahvaljujem se vam za pozornost in se vidimo na 4. omizju cikla Misliti mir. Hvala.